Lep pozdrav vsem skupaj. To, kar ste citirali, je en stavek iz nekega daljšega razmišljanja. Meri pa v točko, ki je po mojem mnenju bistvena. Stvari je treba vedno najprej spoznati oziroma poimenovati s pravim imenom, če želimo, da se jih razume in da se tudi spremenijo. V tej 20. obletnici je bilo nekajkrat tudi na televiziji objavljeno sporočilo, ki ga je slovenski javnosti poslal dr. Jože Pučnik takoj potem, ko smo dobili že trdne rezultate plebiscita decembra leta 1990. Verjetno se vsi spomnite stavka, ki ga je izrekel, ko je dejal, da Jugoslavija ni več za igre za Slovenijo. V parih besedah je izrazil bistvo dogajanja tistega dne, ampak Jožeta Pučnika so zaradi tega stavka potem kritizirali 6 mesecev, vse do osamosvojitve. V tem smislu, češ, kako je mogel reči, da Jugoslavija ni več, kot pač še vedno je, in kako si lahko nek razumen politik, ki bi rad bil državnik, privošči takšno izjemanje. Je popolnoma jasno, da se je velikanska večina, ne samo Slovenk in Slovencev, ampak vse, ki so imeli pravico glasovati takrat na plebiscitu, odločila za Slovenijo, da gremo ven iz Jugoslavije, ampak kljub temu so nekateri hoteli, da bi se to sporočilo zameglilo. In Jože Pučnik je s tistimi parimi besedami, ki jih je takrat izrekel, naredil velikanske težave tej strategiji. Se je sicer odvijala potem 6 mesecev in doživela vrhunec v nekem sporočilu, ki je prišlo iz Otočca. Tam sta se sestali delegaciji prenoviteljev, ali kako so se že takrat imenovali, ker so v tistem času nekajkrat na leto spreminjali imena. Skratka, stranke, ki so izhajale iz Zveze komunistov Slovenije in Hrvaške. Delegacije obeh strank sta se sestali na Otočcu, mislim, da 10 ali 14 dni pred vojno, junija 1991, in sporočili slovenski, tudi širši javnosti, da je za njih osamosvojitev sprejemljiva samo tako, da naslednji dan že stopimo spet skupaj v neko asimetrično federacijo ali konfederacijo. Torej, zadeva ni bila končana z odločitvijo na plebiscitu. Po rezultatu plebiscita se je začel boj za interpretacijo. In tisti, ki ima močnejše zvočnike, je predvsej peljal v smer, da slovensko osamosvojitev ne bila realno, ampak bolj operetno dejanje. Tako kot je nekaj smislu bila na Hrvaškem junija 1991. S tem, ko je dr. Jože Pučnik stvari poimenoval povsem razumljivo, tako kot so dejansko bile, je na nek način šele utrdil interpretacijo dogodka, ki se nam sicer danes zdi samo po sebi umevno, pa takrat očitno ni bilo tako enotne razlage. Spomnim se tudi neke dobro obiskane okrogle mize spomladi leta 1988 po izidu dnevnika in spominov Staneta Kavčiča pod Kopom. Zdaj je tudi gospod Bavčev tam, pa še par ljudi nas je sedelo za mizo in smo razpravljali o tem, kaj pač je hotel Kavčič povedati s kakšnimi stavki, ki niso bili vedno, rekel, popolnoma enoznačni. In smo tudi na vprašanja, ki so prihajali iz publike, odgovarjali s citati iz dnevnika. Potem pa se je dvignil nekdo v zadnji vrsti in je rekel, dobro, vi zdaj tukaj razlagate, kaj je napisal Kavčič, kaj pa vi mislite? Ali so tukaj zdaj potrebne večstrankarske volitve ali ne? Takrat spomladi leta 1988 ni bilo to tako enostavno reči, javno v eter.
potem smo se nekaj časa spogledovali in smo rekli ja, ne. In potem se je tisti zadnji vrsti spet dvignil, pa je rekel, vsi, ki so doslej to javno rekli, so končali v zaporu, je rekel, se bojim, da ste vi tudi, ne. In to se je tudi dejansko zgodilo, če se veste. Ampak do ustanovitve strank in do volitev, ker je bilo možno vsaj formalno nastopati v odprti volični konkurenci, vseeno prišlo, čeprav samo za 2 zbora takratne skupščine. Zbor Združenega dela nismo volili svobodno. In to je v veliki meri pripomoglo k temu, da bila Demosova večina v prvi skupščini pičla, da je komaj zadostovala za nekaj ključnih korakov, pa še tukaj bi verjetno zmanjkalo glasov pri osamosvojitvi, če je bilo plebiscit. In plebiscit je bil tisti korak, ki je pravzaprav odločen, potem seveda tudi to, da je vlada in Demosova večina zdržala interpretacijo. Tisti, ki vidim tukaj nekaj obrazov, katerimi smo skupaj sedeli v skupščini, tistega pol leta po plebiscitu, stvari niso šle samo umevno naprej. Mi smo sprejeli zakon o obrambi, ki je bil ključen, zakon o vojaški dolžnosti, obrambni proračun z enim oziroma 2 glasovoma večine v 240 članski skupščini. Če bi katerikoli aktov teh padel, bi bila Slovenija gola in bosa. Oziroma bi bila bistveno slabše pripravljena 25. 26. junija 1991, oziroma bi potem tisti, ki so nasprotovali osamosvojitvi, rekli, se niste pripravljeni torej tega ne narediti, ne? Ker je to preveliko tveganje. Čeprav so ravno oni povzročili s temi polemi, ki so jih metali pod noge, da so bile te priprave teže. Je pa bilo zelo težko takrat tudi poimenovati to s pravim imenom, ker vsak poslanec v parlamentu, v takratni skupščini, je lahko glasoval po svoji vesti. Kljub temu, da je bil rezultat plebiscita nedvoumen, je lahko vsak glasoval proti odločitvam, ki so omogočale, da se udejanje. In to so počeli. V vseh ključnih odločitvah, še posebej v zvezi z obrambo, je šlo za odločitve, ki smo jih potem sprejeli s preglasovanjem za 1 glas ali 2 glasova večine na skupni seji vseh 3 zborov. Ker je prej zbor Združenega dela, oziroma karkoli, pač to že takrat bilo, ime je bilo še isto, blokiral vse to vrstne odločitve. No in ker je vprašanje imelo tudi na aktualne čase, morda še ena primerjava. Danes se veliko govori o tem, da je situacija sicer slaba, ampak ni nobene alternative, ne? Potrebni so sveži obrazi, potrebno je neka tretja pot, se pravi nekaj, česar ni oziroma česar pravzaprav ni možno. Če to razlagaš, s tem pač poveš, da če ni alternative, je to, kar je, še vedno edino možno. In zakaj je potem menjal vlada ali veličastne volitve, če pač te tretje poti in teh svežih obrazov še ni. To je formula, ki se ne uporablja prvič. Če se spomnite, pomladi leta 1990, ko je Demos nastopil z jasnim programom slovenske suverenosti in demokratizacije in nove ustave in tako naprej, se je proti temu programu Demosa postavila parola, ki se je imenovala Evropa zdaj. Nekrat je bila rdeča zvezda zamenjena z rumeno, rdeča barva z modro. In vsi plakati nekdanje partije so kričali v slovensko javnost Evropa zdaj. In so govorili, da pač slovenska osamosvojitev ni opcija. Opcija je, da se cela Jugoslavija demokratizira in da gre takoj v Evropo. Leta 1991 je bilo vsem, ki so vedeli, kaj pomeni Evropa ali pa Evropska unija, jasno, da Jugoslavija, komunistična Jugoslavija z tistim standardom
medsebojnimi odnosnimi problemi, ne bo prišla v Evropsko unijo še naslednjih 30 ali pa 40 let, tudi če bi se demokratizirali. In je bilo popolnoma očitno za poznavalce, da to ni alternativa. Evropa zdaj pač takrat ni bila možna. Ampak s tem so nastopili zato, da bi presegli to, kar je ponujal Demos, se pravi nacionalno suverenost in neko realno pot tudi proti Evropi. So rekli, ne čakati, zakaj bi se najprej osamosvojili, pa potem se borili, da bomo prišli v Evropsko unijo, itak nas ne bo nihče priznal, vmes bomo še jedli travo in podobne stvari poslišali. Pejmo v Evropo kar zdaj. Popolnoma absurdno geslo, ampak je bilo razglaševano in razloževano, koliko se je pač to dalo in ti zločniki so bili veliki. Da so potem te plakate poskrili po volitvah. Takrat je ta barva in to geslo prevladovalo. To je nič novega. Ne? To, kar se dogaja danes, ni nič novega in tako, kot je bilo takrat pomembno stvari poimenovati s pravim imenom, je pomembno tudi danes. To je prva stvar, ki smo jo dolžni narediti, če hočemo, da določene stvari na bolje. Hvala lepa.